Rok številka 14, izbran za izvedbo projekta Pokaži diskriminaciji in nasilju rdeči karton, ko so igralci obeh ekip pred tekmo pokazali kartone, je le malo kdo pričakoval, da bo nadaljnjih 90 minut minilo v znamenju kartonov in zasukov v nenavadno smer. 4500 gledalcev se je namestilo na tribunah in spremljalo zanimiv, toda vse prej kot običajen dvoboj. Ko se začne na takšen način, je bilo jasno, da se obeta predstava, ki nikogar ne bo pustila ravnodušnega. Najprej je prosti strel Celjanom omogočil prvo obetavno situacijo, Vrhovec je spretno ciljal s 25 metrov, žoga pa je zadela vratnico. Naslednja akcija pa je po spletu nesrečnih okoliščin gostom prinesla vodstvo. Ahmed je podal Miškiću, ki je takoj poslal žogo v sredino, Rajčević pa je posredoval pred Krajcerjem, a je žogo preusmeril v mrežo. In je bilo treba začeti znova z lovom na zaostanek. Prvi poskus je izpeljal Tavares, vratar Kotnik je uspel ukrotiti žogo. V naslednji situaciji je bil po predložku Vilerja pred gol Tavares v vlogi podajalca, toda žoga ni prišla do Zahovića. Celjski vratar Kotnik je s pravočasnim posredovanjem preprečil večjo nevarnost. Na drugi strani je poskus gostov z akcije kratkih podaj preprečil Handanović, ustavil je udarec Sanija. Po natanko pol ure igre pa izenačenje. Po izjemni akciji začel jo je Ibrahimi s spretnim preigravanjem in potem je sledilo brezhibno sodelovanje. V zaključnem delu napada za 1-1 je Filipović podal Vilerju, ki je poskrbel za prepoznavni predložek v sredino. Vršič je uspel preusmeriti žogo do Zahovića, prvi strelec lige pa v mrežo. To je že njegov 8. prvenstveni gol, strelska serija se nadaljuje. Celjani so se po dobljenem golu odzvali z napadom. Po podaji Oršića v sredino do zaključka Sani. Handanović je z uspešnim posredovanjem opravil prvi del naloge, Rajčević pa je žogo zbil in odpravil nevarnost. In nato 38. minuta ostala bo v spominu po trenutku, ki je povsem razvnel strasti in skrojil nadaljnji potek dvoboja. Z izključitvijo Vilerja po nenavadni odločitvi. Med preigravanjem in ob dvoboju z Oršićem je padel, sodnik Skomina pa je Vilerju na splošno začudenje pokazal pot v slačilnico z drugim rumenim kartonom. Protesti niso zalegli, kljub številčnem zaostanku pa se je nadaljevalo z napadi v vijoličastem. Do odmora še dve grožnji gostujočemu golu. Najprej Ibrahimi, Kotnik je z nekaj težavami odbil kot. Naslednji poskus pa prav po kotu ni še šlo Šulerju. Žoga se je odbila do Rajčevića, njegov udarec pa ni bil natančen. Drugi polčas se je začel z aplavzom, ko je med spretno akcijo Mejač podal do Zahovića, ki je umiril žogo za Ibrahimija, ciljal je pod prečko, vratar Kotnik pa je uspel odbiti v kot. Ob naslednjem poskusu sta Zahović in Vršič izpeljala začetni del, nadaljevala Filipović in Ibrahimi, ki je podal predgol, kjer pa je Tavares skušal zadeti žogo pred Zahovićem in končalo se je s prekinitvijo napadov zaradi ofsajda. Po daljšem času spet celjska grožnja, ko je po predložku Verbiča Mejač odbil žogo pred Ahmedijem. Ob naslednjem napadu pa je predgol podal Vidmajer, San je skušal preusmeriti žogo, končala je ob desni vratnici. Neverjetna naklonjenost sreče za goste iz Celja pa je privedla do končne odločitve. O predložku Oršića je Sani z glavo usmeril žogo v Rajčevića in od njega se je odbila čez golovo črto za novo celjsko vodstvo. Ter, kot se je kasneje izkazalo, za zmago gostov. Vmes so sodniške odločitve še naprej iritirale igralce, gledalce, klop. O prekinitvi prodora Zahoviću je izgubil živce Ante Šimundža in po ugovarjanju je sodnik Skomina mariborskega stratega poslal na tribuno.
Komentar tekme je tako podal športni direktor Zlatko Zahovič. V te igralce verjamem, tukaj sem dobro namerno, ne, da bi zdaj sekali glave, da bi zdaj, ne, enostavno sem imel potrebo povedati javno, to je tisti en ukrep, katere vse tudi malo se dotakne. Priprava na tekmo je zame temelj vsake zgodbe, vsakega posameznega profesionalca. Klub ne more več narediti kot dela, da gredo na počitek, da jih kontroliramo v prehrani, če se sam ne pripraviš. Potem je ves naš trud, oni so glavni protagonisti, nima smisla. Potem pa ti je kriv sodnik, ki je danes imel slabši dan, ampak zakaj ne sodnik ne more imeti slabši dan? Če ti vse pri sebi vse narediš, pa ima sodnik slabši dan, ok, se strinjam. Potem lahko rečemo, ampak bilo bi nepošteno kazati s prstom na sodnika. V imenu igralcev pa je misli ob nenavadnem dvoboju strnil Marko Šuler. Težko kaj pametnega povedati, no, ker je bila res ena taka dokaj nervozna tekma, tudi z objektivnimi razlogi zaradi tega in z naše strani enostavno ni šlo. Kljub vsem dogodivščinam vnema v končnici ni upadla, toda novega izenačenja nismo dočakali, med zaključnimi poskusi se ni išlo. Ob podaji Tavaresa do Zahoviča so se gostje rešili. Po tolikšnih zapletih so bile na vrsti še 4 minute sodniškega podaljška, a je ostalo pri prvem porazu v letošnji sezoni na domačem igrišču. Porazu, o katerem ne bo šlo dolgo razmišljati. Že v ponedeljek se potuje v London na naslednji največji izziv ob dosedanjem delu Lige prvakov, na gostovanje pri Chelseaju.